Tokrat bomo pogledali, kako poteka ogrevanje v stanovanjih tistih blokovskih naselij, kjer se za začetek ogrevalne sezone odločijo upravniki in ne stanovalci sami. Kaj sploh lahko naredimo, da nas v neogrevanem stanovanju ne zebe? Zaradi še vedno dokaj visokih dnevnih temperatur se mnogi upravniki svetovali, naj se ogrevanje začne čim kasneje, saj bodo tako tudi prve položnice prišle z zamikom. V marsikaterem bloku so namreč upravniki v tem času pozivali stanovalce k varčevalnim ukrepom. Z nekoliko bolj humornim dopisom so se resnega problema lotili pri Rejanu. Predlagamo, da vklopimo skupno ogrevanje, ko vremenska napoved ne bo več kazala vzponov temperatur. V mestnem času pa po stanovanju ne hodimo v kratkih hlačah in majci s kratkimi rokavi, se pogrejemo s toplim čajem ali grogom in kupimo manjši električni grelnik, kalorifer. Sedeči pred televizijo se bomo pokrili s tanko odejo, v postelji pa običajno zelo hitro toplo. Tako je. Čaj, kuhano vino in potem postelja. Točno to je bila moja metoda leta in leta. V glavnem ljudje, treba se imeti rad in gret med seboj. Spolno občevanje je enako varčevanje. Seveda brez kondomov, ker to pa košta. Jaz mislim, da se je tega spomnil en hišnik, ki ga je en izmed stanovalcev zasačil v posli svojo ženo. Ko pa vidva tle? Ja, greva se, kaj? Če prevaraš, tudi privarčuješ. Samo, kako se pa ne nekdo, ki je samski, sam greje v posli? A je na njih kdo pomislil? Ben! Super varčevalni nasvet. Ja, vam jih jaz dam še ene par. Ko zjutraj zavrete vodo za kavo, se z njo prej še stuširajte. Res je, da bodo opekline prve stopnje, ampak ne bo vas pa zebel. Boljše opekline kot ozebline, jaz pravim. Med kuhanjem delite počepe, če pa res zagusti, pa sred stanovanja zakurte mizo. Znajdite se! Kaj pravijo pa stanovalci? Veste kaj, jaz sem tista generacija, ki smo bili še navajeni, da si oblekel jopo pa nogavice. Mislim, sin treba, da hodiš v kratki majci, ne? Jaz sem pa slučajno v nadzornem odboru in smo sklenili, da se s 1. oktobrom vklopi ta sistem, da ne bi plačevali še za september, tam za zadnje dni, ki je bilo mrzlo, ne? Ne, samo imamo ful toplo v fletu, jaz ne vem. Nič ne kurimo 28 stopinje, tako da fajn. Zaenkrat je v redu, bomo videli, kako bo, no? Seveda prvi dve niti ne veste, da ju zebe, pa ne zaradi starosti, ampak ker so upokojenci toliko zasedeni, da nimajo cajta, da jih zebe. So one generacije, ki so še navajene, da po stanovanju v jopcih hodiš, ne? Ne pa te mlad, ki so sam nagi zares svobodni. Ta mlad pa je več kot očitno sveže zaljubljen. Ne vem, kva se dogaja, ampak pri nas je na polno vroče, sploh ne ogrevamo. Dober zate, stari, pač seksa 24/7, okej? Brez pomoči tablet. Pač big deal. Kaj pravijo pa upravniki? In potem mi spet pridemo in oni so notri v kratkih hlačah pa v majcah brez rokavov. Čakajte, če je konec septembra, oktober, sedaj pa vsaj eno jopco gor. To je to. To ni nobeno podcenjevanje. Potem grem pa po soseski, pa pol oken odprtih na kip. To je metanje energije. Dobesedno metanje energije skozi okno, zato ker je ljudem vroče. Zaenkrat si še lahko privoščimo nekaj humorja, a že prve položnice bi lahko to spremenile. Kaj da bi mamo poslušal? Kaj da bi mamo poslušal? Ja, v kratkih, ja, pa odprta okna, tako dobesedno mečeš denar čez okno, kar je res metafora na mestu. Kako boš pa denar čez zaprto okno metal? Upravniki so med tnalom in nakovalom, eni se hočejo ogrevati, eni pa ne. Zato pa je grozen za soseda imeti upokojenca. Nič ga ne zebe, TV ima ful na glas, da sploh ne sliši. Pa še ne pozdravite na hodniku, ker ne ve, kdo si, se te ne spomne. Hecam se seveda, saj je rekel novinar, da si lahko privoščimo malo humorja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.